Klas je zrelo, se nam že priklanja, kakor vosek žito rumeni. Že zaužili, dosti smo si spanja, hitro stante, srp zdaj v roke, svetlo se da ni. Dober večer vsem skupaj, dober večer na ene vrste žetve. Že resen, ko smo glih v časi žetve na polih, samo gnes bomo na toten našen ostrčovem ploci prav posebno žetev. Tak bi lahko rekli, ja. Žetev korone. Vsakši cajt nam prinese nekaj dobrega, če leto najdemo. Tak smo tudi v naši sekciji Leščeček, mogoče resen zodjo leto malo meje plesali, kak po navodi. Samo še skozi dosta. Ali vsekakor pa so več špilali, predvsem naši muzikante. Leščečki smo se sicer tudi toto sezono redno srečivali. Sicer s pomočjo interneta, samo smo vseeno ostali skupaj. Vsakši petek smo zrihtali vaje. In vsakši petek so nas naši muzikanti pod vodstvom Davida Luknera presenetili z nečim novim, s kakšno novo priredbo ljudske pesmi, s kakšno takšno čistar friško. In tak se je skozi vaje rodila zamisel, ka takoj, kak da možno, pripravimo koncert našega glasbenega sestava. In gnes je ta veseli dan ali čas žetve, kak bi lahko rekli. V prvi točki, da se nam predstava naš osnovni sestav. Ambrož na frajtonarci, Urška na violine, David na klarinete in pa Mato na kontrabasi oziroma na baritoni. Za začetek do nam zašpilali Storopolko, Svadbeni valček in V šumi. Te pa začnemo.
Ko babe v Küper pridejo, si tako govorijo. Si čenčajo, si predajo, vse forme ropotijo. Ja pa kaj zdaj ti ropočeš? Nisem to tako mislil. Samo vodim besedilo za naslednjo točko. Zdaj je namreč moški sestav vokalne skupine Leščeček, pa sem mislil malo k Ja pa vendar neš ti z jimi popeva. Ne, pa Bog ne daj, ko bi jaz popeval. No, popeva bi tebi podoknico. Pej, stote mele pa nada kruho. Jaz smo že nagledjenega enega z križovske fore, Lujzeka. Čokaj, z križovske fore pa Bog me ne da nobeden prišel sen naših funkešnic trgat. Posebej pa še ni tak ključnik, kak si ti, Pepika. Kdo sem te čula, kak še strelaš, ko smo babe, pa ko samo ropotimo, Bog me, ko si jaz takšega ne ženila. Pa, veš kaj, Pepika, vse se ni tak mislila. Ve pa, to viš, ko moram pa priznati, ko ženske znota biti včasih prave babe. In nas dede tako malo okrog prsta zasvičate. Ja, ve pa kum pa bi prišli, če vas me ne bi okoli prsta sukale. Ve pa bi se ga tam v svojih vinskih ramih dol zopili, če vas me ne bi malo vohtale. Pa še prav mož. Sam Bog vas je poslal. Pepika, jaz bom te za toto točko malo odpela, ko neš ti vsega čula, ko do toti naši Čehi skupaj spravili. Zapopevali do namreč sezidal sem si vinski hram, ko babe v Küper pridejo in ko mož poseje repo. Zdaj te čas pa do uni popevali, pa vam idva malo šla v Gümlo, vas slamo štela. Sezidal sem si vinski hram, tam gori, kjer vinograd mam. Če kdo prijateljev ima čas, naj pride k meni v vas. To sladko vince pije
zavijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Je hladno, kakor grudnov led, posodih vince dobrih let. Natočil ga bom en bokal in še kaj zraven dal. To sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Bog živi v slovenski svet, pozdravi trtico in klet. Na zdravje žen in vseh deklet, brez vas je prazen svet. To sladko vince pijemo na sred vinograda, z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Z veseljem ga zaužijemo, tak dobrega nam da. Mož poseje repo, ženka pravi mak. Mož poseje repo, ženka pravi mak. Hoj, hoj, ženka moja, naj pa bode volja tvoja. Hoj, hoj, tika tak, naj pa bo iz repe mak. Mož pripelje kravo, ženka pravi bik. Mož pripelje kravo, ženka pravi bik. Hoj, hoj, ženka moja, naj pa bode volja tvoja. Hoj, hoj, tika tik, naj pa bo iz krave bik. Mož si kupi suknjo, ženka pravi frak. Mož si kupi suknjo, ženka pravi frak. Hoj, hoj, ženka moja, naj pa bode volja tvoja. Hoj, hoj, tika tak, naj pa bo iz suknje vrak. Mož pripelje dekle, ženka pravi vrak. Mož pripelje dekle, ženka pravi vrak. Hoj, hoj, ženka moja, naj pa bode volja tvoja. Hoj, hoj, tika tak, moj bo dekle, tvoj pa vrak. Ko babe v Küper pridejo, si tako govorijo, si čenčajo, si predejo, vse forme ropotijo. Si čenčajo, si predejo, vse forme ropotijo. Ta prva pravi odkrija, ta druga kaj si kuha, ta tretja pa od svojega moža deda potepuha. Ta tretja pa od svojega moža deda potepuha. Ta četrta je pobožna, guči od svojega moža. Moj mož je mlad, ga pije rad, me včasih tuče boža. Moj mož je mlad, ga pije rad, me včasih tuče boža. Ta peta to zasliši in pravi vrice piši. Če bi od moža bita bila, te nisem več pri hiši. Če bi od moža bita bila, te nisem več pri hiši. Kdo to pesem poje,
se med svetnike šteje. Če pa jo babe čujejo, so vse od jeze blede. Če pa jo babe čujejo, so vse od jeze blede. Venček na glavi se bliska ti skitice. Z rožic zelenih slovensko dekle. Lilija, vrtnica, mila ti šmarnica. Ličice krasi slovensko dekle. Dokler človeški rod biva po zemlji tod, bode slovelo slovensko dekle.
Zdaj si mi pa itak malo pihna na dušu. Violina, tamburice, lepo so me pobožale. Pa še plesali so, skoro tako lepo, kak midva pred na gimli. Vse za tebe, Pepika. Za naslednjo točko sem še ti več muzikantov skupaj spravam. Aleša Kolmaničevega na klavirski harmoniki, Marka Rožmanovega na pianine, Dejana Kolaričevega pa na trompete. Pridružili do se našimi osnovnimi sestavi, pa še pevci dok so izstopili. Vse za tebe, Pepika. Ja, te pa naj zašpilajo. Daj mila, mi lepo prepevala.
poseka po klesti, pripravlja si les, ga buta rovečera nasi ga vmes. Na voz ga naklada in žico pelja, a njemu pa srce igra. Je hramček odprt in pripravljen je mož, veselo gre v goro, nabrusi si nož, prikloni se k trti in pravi Svet križ, da dobro jesen obrodiš. Veselo si poje za puškom na glas, tak ravno ga pije, če tudi je mraz. Razmišlja, kako bi on varčen zdaj bil, da bi ga v jeseni spet pil. Drogi obiskovalci, poleg vseh lepih melodij, ki smo jih danes pripravili za vas, smo med nos povabili tudi enega takšnega pravega ljudskega godca. Tomaž Rauch je samostojni glasbenik, skladatelj, pevec in multiinstrumentalist. Rojen sicer na Jesenicah, živel je v Tolminu in Ljubljani, kjer je študiral na Akademiji za glasbo, sedaj pa je že od leta 1994 njegov dom Prekmurje. V Tolminu je poleg osnovne šole in pozneje splošne gimnazije obiskoval pouk harmonike v glasbeni šoli, pel v zborih, igral na proslavah in pri folklori, igral rog v delavski godbi na pihala. Po diplomi je delal kot urednik za komorno glasbo na Radiu Slovenija, po letu 1992 pa kot samostojni ustvarjalec na področju kulture, skladatelj, pevec in instrumentalist. Z ljudsko glasbo se je začel intenzivneje ukvarjati najprej s skupino 13. prase, nato v Marko bandi in z skupino Črno-bela muzika. Opišemo ga lahko kot multiinstrumentalista, raziskovalca zvokov posameznih akustičnih in ljudskih glasbil. To je tudi osnova njegovega skladateljskega ustvarjanja, ki zajema glasbo za zbore, priredbe ljudskih pesmi in viš ter avtorsko glasbo. Sodeluje z Javnim skladom za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, s folklornimi tabori, mentorstvom in drugimi gočevskimi delavnicami. Gospod Tomaž, z veseljem vas vabiva, da se nama pridružite. Zdaj, nemu tako formalni prej, kdo sem gospodi Tomaži rekel, kdo je videl, kakšen odstavek smo napisali, je takoj rekel, Jezus, tu pa moramo malo skrojšati. Sem rekel, tudi je hitro minilo, zato ko dogledali lepo Saro. Te pa duša že kaj dobrega čuli, povedali, ker res smo veseli, ko imamo danes gospoda Tomaža tu med nami. Dobro večer vsem skupaj, ampak takoj moram za začetek eno stvar popraviti. Če kaj, jaz nisem pravi ljudski godec, to so drugi časi.
Jaz se ukvarjam z ljudsko glasbo, ampak nikakor nisem v to padel tak po izročilu znotraj družine, kjer bi moji predniki igrali. So tudi, ampak težko bi temu rekel tisto, kar so včasih pomenili ljudski godci. Poskušam pa igrati čim bliže tistemu, kot so godci nekoč igrali. To je to, kar bi rad in kar poskušam naučiti tudi mladino, če so za. Torej bi lahko rekli, ko ste se že zgodaj srečali z glasbo nasploh. Ja, to je res. Pravzaprav, odkar vem za sebe. Spomnim se, da smo malo bolj začeli znotraj družine prepevati, ko smo kupili prvega fičota. Se pravi, sem imel takrat enih 5-6 let. Takrat sem se tudi vpisal v glasbeno šolo, to je bilo še na Jesenicah. Potem pa dejansko, ko sem se v 4. razredu preselil v Tolmin, se je začelo pa tisto intenzivno že pred vsemi skupinami, ki ste jih prej omenili. Preprosto spoznaval sem ljudi. Najprej sem igral seveda na proslavah, se veste, kako je bilo v tistih časih, vsaj tisti starejši, ne. Večinoma so bile partizanske, vmes tudi kakšna ljudska, zraven so bile že otroške folklorne skupine. Predvsem mi pa nikdar ni bila dosti muzika, kot je bila zapisana, in sem poskušal po svoje narediti čim bolj zanimivo, ampak tako, da je še domače zvenelo. Potem sem pa spoznal tudi godce v Tolminu, kar nekaj teh ljudskih godcev gor s hribov, Tolminske ravne in tako naprej. In ko smo postali prijatelji in ko so se začele veselice, ko še ni bilo nič narobe, če si popil špricer, ne, seveda se je to razvilo samo. Torej, kaj bi lahko rekli, kaj vam pomeni ljudska glasba v vašem življenju? Ja, veste kaj, jaz sem tak čuden človek, da me zanima vse mogoče. Predvsem me zanimajo ljudje in kako to pravzaprav človeštvo deluje. In ljudska glasba mi je dragocena, zato ker se mi zdi, da je to ena od najbolj, če tako rečem, poštenih dejavnosti, ki je ohranjena. Ljudje so to delali sami zase, za tiste, ki so se med sabo poznali. Tu ni bilo nobenega olepševanja, sprenevedanja, ampak dejansko življenje notri zajeto in predstavljeno tako, kot je bilo. Jaz ga imam zelo rad, to izročilo ravno zaradi tega, ker se mi zdi, da skozi izročilo lahko o narodu, o njegovem značaju, o navadah, o zgodovini, o vsem skupaj izveš več kot na kateremkoli drugem področju kulture. Te pa, če ni skrivnost, pa še nam povejte, kako to, ko vas je glih v Pomurje to pripeljalo? Nekje je treba živeti, ne, in takrat, ko sem končal študij, sem najprej šel na radio službo, pa sem hitro ugotovil, da nisem prave sorte človek, da bi tam kariero delal, in sem takoj začel gledati, kje bi se dalo živeti. In veste, v tistih časih so bili taki kraji, kjer se je dobilo poceni hišo, ene 3 v Sloveniji. Ena je bila recimo Kras, Primorska, pa Bela krajina, ampak ker imam tam žlahto, je potem na koncu ostalo Prekmurje, ker tu nisem poznal pa čisto nikogar. Tako je to ti srž nenazadnje tudi ljudskega izročila, ko spoznate ljudi, je tudi verjetno vplivalo na to, ko vas je pot pripeljala sem. Je, vplivalo je predvsem zato, ker sem igral pri 13. prasetu in je bil noter en Prekmurec, in ko smo hodili sem gor igrati še s starimi kocipri pa z Baranja pa tako naprej in spoznavali ljudi, sem tako tudi začel gledati, kje bi se dalo živeti. Tako da ja, v življenju je tako ali tako vse povezano. Jaz nikdar nisem več kot toliko planiral, ampak sem pustil, da se stvari zgodijo, potem sem jih pa sprejel, kaj ti pa drugega ostane. Ja, pa tudi tako je, ko dobite kakšen inštrument v roke, ga tudi radi sprobate. Ja, moram priznati, da že od malega sem si želel delati muziko. V bistvu se je začelo tako hecno, ne. Najprej v vrtcu je eden od fantov iz naše skupine, to je bilo še na Jesenicah, pač igral in sem rekel, jaz bi tudi, in tako se je začelo. Potem pa seveda me je začelo zanimati, kako stvari delujejo, in sem poskušal razumeti, kako inštrumenti delajo in tako naprej. Ko sem potem bil malo starejši, sem rekel, ja, ampak če hočeš muziko delati, moraš vedeti, kako vsa glasbila deluje, in sem vsako glasbilo, ki sem ga videl, poskušal igrati. Potem sem pa seveda začel hoditi po bolšjih trgih, po antikvariatih in tako naprej, pa kjer sem bil, sem gledal, če je kje kaj uporabnega. In moram priznati, da sem večina glasbil, ki jih imam, pravzaprav rešil pred propadom, ker se mi enostavno ni zdelo prav, da glasbilo nekje leži, zato ker glasbilo je pač narejeno za to, da igra.
To je pa najboljše, ko pogledamo, kaj se vse najde v vaši zbirki. Ja, veste, to je pa to, zakaj so me ljudska glasbila začela zanimati, bi moral tu povedati. Ravno zato, ker so unikatna. Veste, to ni serijska izdelava, tako kot recimo orkestrska in ostala glasbila. Vsak ima svoj značaj. Seveda, godci so se znašli, so delali stvari po svoje, poskušali so pa posnemati tisto, kar so videli kje v kakšnih bolj dodelanih zadevah. In jaz se zmeraj rad pohecam, da če bi ljudski godci pred 100 in več leti poznali plastiko, bi imeli pač ljudska glasbila iz plastike. Na srečo ni bilo teh materialov, zato so več ali manj iz naravnih materialov, tako da po drugi strani so še malo bolj ekološka, ampak ravno ta naravnost materiala jim da to unikatnost, enkratnost. Ker vsaka grča, vsaka letnica v lesu naredi svoje, vsa glasbila so več ali manj bila nekoč seveda akustična, ko še ni bilo ozvočenja, se pravi, vse to se pozna, vsa glasbila so imela en prostor, kjer je zvok odmeval in to je tisto, kar pravzaprav to da. In veste, tudi ko sem delal avtorsko muziko, sem se večkrat srečal s tem problemom, ko si predstavljaš tako kot v orkestru, da boš naredil eno skupino 12-15 glasbil, pri ljudski glasbi je to skoraj nemogoče, zato ker ima vsako toliko barve, toliko enega značaja notri, da ko imaš 3-4 glasbila skupaj, je že tako nasičeno, da je vse ostalo naenkrat postane odveč. Se samo še prekriva in izgublja. In se boste slišali, ker nekaj teh glasbil seveda bom danes tudi zaigral, ker govoriti o glasbilih, ne da bi jih zaigral, je čisti nesmisel. Tako da mogoče bi kar začel, pa veste, še to moram nujno povedati. Včasih se je pri nas bistveno več prepevalo, pa bistveno manj igralo, tudi zaradi političnih in vseh ostalih razlogov. In je inštrumentalna glasba sicer bila prisotna pri obredih, ampak kaj se je to v tistih starih časih pri nas igralo, tega ne vemo. Lahko slutimo, lahko ugibamo. Jaz nisem naklonjen temu, da bi na novo delal zgodovino, čeprav je tudi to včasih moderno, ne. Pozneje seveda se je šele začelo, veste, najprej je bilo igranje za plese, za gospodo po gradovih. Ko so se mesta v srednjem veku razvila, seveda niso hoteli ljudje zaostajati za gospodo in so začeli tudi v mestih igrati. Čisto na koncu pa seveda se je to razširilo tudi naenkrat na podeželje. Tudi svet je s časom postajal manjši, ko so razne reforme bile Marije Terezije, ko so ljudje tudi šli lahko od doma, predtem so bili vezani na zemljo in niso smeli iti, ne, je svet postal še manjši in tako se je začelo vse skupaj prepletati, mešati, prenašati iz kraja v kraj. In zato tudi, veste, ko včasih rečejo, ja, pa imamo sploh kakšno res samo slovensko glasbilo. Ne, imamo pa svoje različice glasbila, veste, pravzaprav ne more vsak narod imeti svoje piščali, če so pa piščali po celem svetu znane in z vsemi isto. So pa značilnosti, način uporabe in to je tisto, kar se je preoblikovalo in tukaj seveda ima pa tudi ne samo naš narod, ampak vsaka pokrajina, skoraj da vsaka vas nekaj čisto svojega, zato ker je vsak godec bil nekaj svojega in to je tisto, kar je tukaj najbolj zanimivo, ne. Tako tudi imena glasbil, recimo, veste, stroka poimenuje danes glasbila z enim imenom samo zato, da jih opiše. V resnici so pa ta glasbila tudi imela 1000 različnih imen, recimo samo tipično, to poznate, ne? Lončeni bas se temu reče. Seveda skoraj nikjer niso temu rekli lončeni bas, razen menda v Mokronogu na Dolenjskem. Povsod drugje so bila druga imena, ampak ker to ime najbolj opiše, zakaj gre, seveda so ga tako poimenovali in danes v šolah se učijo, da je to lončeni bas. No, prina še recejo še, kakšni vugaš, pa bejs, Ja, v pa to te Prekmurju je stvari, vugaš, tako. ja, na Dolenjskem po Beli krajini je bilo gudalo, na Primorskem Ja. pinja. A veste, se tudi z vižami je bilo isto. Viže niso imele imen, tudi plesi, pravzaprav so jih opisovali, ne. Se pravi, ko so se menili godci, kaj bojo zaigrali, so rekli tistega, ko zraven potrkaš, pa unega, ko požugaš, pa uno, ko šoštarje oponašaš in tako so nastale razne šoštarske, požugane, potrkane in tak naprej, ne. Seveda, zdaj smo pa v drugih časih, sploh pa, ko se je narodna zabavna muzika pojavila in avtorske pravice, je bilo treba pa nekaj zapisati, zato da je tudi kaj kapnilo od tega. Včasih so ljudje delali to za zabavo, lahko bi rekel zaradi solidarnosti, da so en drugemu malo popestrili in polepšali življenje in to je bil tudi glavni namen tega, razen seveda v obredih, kjer so pa poskušali nekaj narediti za lepšo prihodnost. Ste katero od teh glasbil mogoče izdelali same? Ja, tudi. Večinoma sicer take najbolj preproste, iz kanele, iz trstike, pa recimo tole stranščico,
ta je iz bezga narejena. Potem seveda šefa, kar je takega preprostega materijala. Marsikaj, no, se pravim, jaz sem jih prinesel kar nekaj teh glasbil, ne vem, za koliko bomo imeli časa in za koliko ne. Šefa seveda poznate, ne? To, veste, najpreprostejša glasbila v bistvu niso bila glasbila v pravem pomenu besede, ampak zvočila, se pravi predmet, ki je bil narejen za drugi namen, pa so ga uporabili tudi za muziko. Ker samo petje za ples ni bilo dosti, veste, da inštrumentalna muzika je bila zmeraj namenjena predvsem spremljavi plesa, se pravi, zvok je bilo treba malo spremeniti, da je bil bolj resen slišati ali pa malo ojačati, da je bilo sploh slišati, sploh pozneje, ko so začeli ljudje tudi malo bolj množično se veseliti, recimo. Včasih je bilo to redko in ni bil problem. Zdaj pa veste, ko ni bilo ozvočenja, ko ni bilo elektrike, so si ljudje seveda pomagali po svoje. Recimo šef, vsi veste, zakaj se je to uporabljalo, ne? Beseda sama pride iz lepe nemške besede, iz katere se je razvila tudi lepa slovenska beseda šefla, ne? Se pravi kot zajemalka na tega za natakanje vina, ampak po drugi strani v sodih je bilo to za spuščanje plinov iz soda, ko je vrelo seveda na vrhu pokrov, ko so ga pa dosti poskusili, je bilo treba pa seveda tudi zaplesati, ne? In to je bilo čist tak, kot pompardon, ko se ga je prej slišali, se pravi tuba. In tak naprej, bolj so bili veseli, več so popili, boljša je bila muzika, se ni važno, kaj je bilo v resnici slišati, ne? Večina glasbil potem je bila preprostih iz pihal izpeljanih, piščali recimo. Pozneje so prišle tudi orgelce, ampak kot sem že omenjal, Vugaš, mogoče čisto kot zanimivost, eno različico, kako se je to v Beli krajini delalo, na gudalo pa na bas, oziroma na gudalo pa na orglice. Veste, prej so trstenkam rekli orgelce v starih časih, preden so začeli prodajati na sejmih te obrtniško narejene, se pravi preproste cevke iz trstike, zamašene vsaka posebej z voskom, skupaj zvezane in to so bile orgelce. Zato je tudi izgleda, veste, tako kot to, saj poznate, so včasih rekli, če ne boš tiho, ti bom orgelce razbil, ne? Te že ne spominjajo več toliko na to. Skratka, v Beli krajini je pred dobrimi 120 leti igral en godec, ki so mu rekli Jazo, ki je igral na gudalo pa na orglice istočasno in tudi to je bilo včasih dosti za ples. Danes je to že, si je to težko predstavljati. Bom zaigral kar eno tako po starem. Lahko zaplešete, prostore je dosti. Moker sem. Ja, včasih tega niso z vodo namakali, seveda, ker je z godci šlo zraven pri veselju tudi kaj drugega zraven. Orglice so bile zelo priljubljene dolgo časa. Veste, godci so vedno imeli radi glasna pa majhna glasbila. Če ga imaš v žepu, ga težje zgubiš, kot kaj velikega, ne? Sploh po 3 dneh gostivanja in tak naprej. Ampak kot sem že prej rekel, teh piščali, pihal je dosti. Predvsem je bil važen ritem, recimo ena različica za poudarjanje ritma so bile preprosto žlice, ne? Dobro, čisto na kratko, da ne bom preveč z orglicami igral. En Siebenschritt. Siebenschritt je lep primer tega, kako so se godci znašli. Veste, ko se niso zapomnili melodije, so si izmislili kakšno neumno besedilo in Siebenschritt jih ima ogromno. Melodija je bila pa 1 ali pa 2, 3, so bile znane po celi srednji Evropi. Jaz sem enako, kot jo pri nas plešemo, slišal recimo tudi v Belgiji. In to je to. Veste, sploh od polovice 19. stoletja so se plesi večinoma širili po celem prostoru. Takrat so se začele že tudi razne mednarodne razstave, kjer se je to potem predstavljalo
ampak o tem več mogoče potem, ko pridemo do kakšne druge piščali. Samo zim šli toliko, da veste, o čem govorim. Koza nema repa več, kdo ga je odrezal preč, recimo, to je ena parafraza, ne? Ali pa uno zajček, ali se ne bojiš, ko doma tak hitiš, ali pa bježe, da te lovim, v Halazah so imeli fruške, tepke, jabuka, bosta z mano plesala. To so vse te parafraze, ko so si jih ljudje besedile zmislili, samo da so si zapomnili melodijo, ker z besedilom vseeno bolj ostane v glavi. Daj pač, zibam šenici. Aha. Hvala. Hvala. Prej sem omenil pač piščali. Piščali je največ, zelo različnih in ena od pri nas, mogoče v zadnjem času manj znanih, pa zelo zanimiva je okarina. To je bilo dolgo časa zelo moderno v celi srednji Evropi spet. Izmislil si je sicer en Italijan, en Giuseppe Donati leta 1852 v Budriju, ampak potem je postalo moderno in zadnja tovarna v Avstriji, ki je delala okarine, je delala praktično do leta 1946. Si lahko predstavljate, koliko časa je pravzaprav to potem trajalo. Ta okarina konkretno je bila v tej tovarni na Dunaju narejena, Finova. Narejena je bila pa ta za mednarodno razstavo v Sydneyju v Avstraliji leta 1879. Tako da, veste, naše predstave o tem, kako je včasih življenje potekalo, so včasih zelo, bi rekel, pogojene s tem, kar si predstavljamo, pa ni zmeraj enako resnici, ne. Svet je bil že majhen, samo več časa so si vzeli včasih. Če ne, pa to je lončena piščal, celi orkestri so bili različno velikih, ampak ima pa zelo zanimiv in lep zvok, tako da bom kar en valček s Primorske zaigral. Super. Hvala. Hvala lepa. Kot rečeno, največ je seveda piščali razno raznih. Veste, v kakšnih knjigah pišejo tudi neumnosti, ne. Včasih, recimo stari Grki so verjeli, da so si bogovi izmislili piščali, pri nas je splošno znano, da so si jih izmislili pastirji, ko jim je bilo dolgčas, ne. In seveda piščali je bilo res ogromno različnih. Moram malo pogledati, katere imam tukaj, kaj sem prinesel, česa nisem. Ja, bojim se, da je kakšna še tam v kišti, a Aha. lahko Lahko. potovalko prosim odpreš. Prej sem je preveč modelov, pa nisem natančno pogledal, kaj so dam ven pa ne. Tam je ena rjava škatla, ne desno zgoraj. Rjava škatla je. dobro. Dobro. To. Aha, to je to. To mora biti nekaj. Še to vzamem. Pa še to. Ja, preveč je vsega, da bi lahko v glavi obdržal, tako da včasih je treba malo improvizirati, sploh, ker ne vem, koliko časa se bo izcimilo na koncu. Hotel sem preprosto pokazati eno navadno, čisto navadno piščal. Samo zato, da jo lahko pokažem, jo moram najprej najti. Ali se bo to zgodilo ali ne, bo pa pokazal pa čas. Zaenkrat ni videti. Te pa je verjetno duma v stolo. Zna biti, ja. Ali pa... ni se mi zdelo malo čudno. To je to. Ja, čisto najbolj navadna piščal. Ni ta, ampak ta.
Take so najbolj osnovne, se veste, kako so to pastirji delali, sicer iz mladega ljubja, spomladi, ko se je dalo še lupiti možet, kot so rekli, možovno, ne. Seveda tiste spomladanske so zdaj že suhe, zato jaz imam rad to, recimo, ker je tako preprosto, spet iz kanele, kar je iz kanele, sem vse sam delal, to tak ali tak. Najbolj všeč mi je zato, ker se najbolj vidi, kako se je muzika razvila na enem preprostem primeru. Živ dolgčas, en sam ton, ne. Ko ljudem dolgčas so ustvarjalni. Ko zamašijo luknjico, sta takoj dva. Če ga zamašiš samo na pol, jih je že več. Tako se muzika začne, ne. Oni najbolj pametni so pogotovili, če je cel daljše, je ton bolj nizek, če je krajša, je pa višji. Malenkost, ne preblizu, veš. Tako se muzika dela preprosto. Ja, hvala. Ljudje so se znašli, kot rečeno, potem so seveda ugotovili, da lažje zadeneš pravi ton, če je luknjica že zvrtana, ampak tudi to ni bilo dosti, zato hočem zdaj še na to zaigrati to isto vižico, štreca, so ji rekli na Primorskem, v bistvu je pa kratka polkica, da vidite, kako vse so se znašli. Če ni bilo dosti glasov, so enega lahko peli, enega pa igrali. Hvala. To je bil zdaj uvod v najpreprostejše piščali, zdaj bom vse nekaj še čisto na kratko pokazal. Tisti, ki so se tu bliže igrale, to seveda vsi poznate, trstenke. To je posebna zgodba, ker te haloške trstenke, te oblike, simetrične, trikotne, so nekaj posebnega, ne. Zanimivo je, da na situli izvač iz bakrene dobe je to glasbilo gor, ampak seveda ne vemo, kako je bilo to takrat uglašeno. Ker za razliko od ostalih prej omenjenih orglic, ki imajo na eni strani daljše, na drugi krajše cevi, se tukaj da igrati tudi dvo- ali večglasno in to je značilnost teh haloških trstenk. Tako da zadnji ljudski godec in izdelovalec, ki jih je delal, je bil Franc Lapršek, tam iz Leskovca pri Podlehniku v Halozah. In moram se pohvaliti, te so še njegove, te je še on naredil. Če se le, da jih ne nosim s sabo, ker so preveč dragocene, ampak ima pa značilnosti, veste, ljudje so to delali po ušesih in kakšna stvar ne zveni tako, kot bi jih naredili za glasbene šole, ampak ima pa za to svoj čar. Zaigral bom pa eno polko za Debelo repo, to je ostanek najstarejših plesov, se pravi, vse veste, da ste domači, veste, kdaj se pleše za Debelo repo, ne? Tako je. Za fašank.
Halozah so doma tudi žvegle, to poznate. To so prečni piščali, za razliko od večine drugih, ki so vzdolžne, se pravi, ker se jih počez drži. Zato so različici te piščali, kot sem jo prej kazal, rekli tudi stranščica, ker se po strani drži. Žvegle so delali iz slivovega lesa, to je bila družina Merc, najbolj znana tam tudi okoli Podlehnika. Največja je bila 9 iz 2 delov, ampak ta je precej fauš, zato je rajši ne igram. A počakamo ali? Lahko zmolimo? A? Dobro, se moti ne, če malo ritmo zadaj. Skratka, zaigral bom še na žveglo iz slivovega lesa, kot rečeno. Prišle so pa iz avstrijskega konca, skupaj z imenom, z Solnograškega, tam so bili rudniki soli. Zaigral bom pa eno šoštarsko polko, sem prej omenil. Se pravi, poklicni plesi, kjer so cehovski mojstri kazali, kaj delajo. Malenkost rajši bolj kraj drž, da ne bom notri pihal, ker preveč šumi potem lahko. Bravo. Čisto na kratko še stranščico, ko sem jo prej omenjal. To so ljudje sami delali. Ta je z bezga narejena, bezek je ko nalašč za piščali, zato ker raste prvo leto naravnost navzgor in pa votov je. Samo stržen je treba ven sčistiti, luknice vžgati in to je to. Zaigral bom pa eno, ko, če še nisi jo, pa še bojo plesali danes, saj slišal sem jo trojko. Ampak tokrat prekmursko različico, kot so jo v Beltincih plesali. Ja, ampak kot rečeno, veste, glasbil je neskončno, to bi lahko pravzaprav delali tukaj nekaj dni skupaj, zato se bom zdaj piščalim in pihalom malo odpovedal, da še kakšno drugo glasbilo pokažem zraven, recimo tak, da mogoče kakšno brenkalo. Eno najpreprostejše, prej sem omenil, da vsa ljudska glasbila, ker so akustične, imajo prazen prostor, v katerem zvok odmeva. Ta ga nima. Temu ga posodi godec, se pravi, da glavo zraven bolj je prazna, bolj zveni. Malo heca. V bistvu gre za ustno votlino, kjer se zvok oblikuje. Tega seveda niso uporabljali za ples, ker je pretiho, ampak v glavnem za vasovanje. Je fant prišel pod okno, punci malo na tole zabrenkat, zato ker če je bil s harmoniko jata slišal, pa je bilo hudo. In predvsem na Koroškem so to poznali. Zaigral bom pa eno Eins polko.
Ja, od tega se malo v glavi zvrti, zato raje še eno čisto normalno brenkalo. Veste, da pri nas so se uporabljale tudi različice, vse mogoče različice citer, pravzaprav so 4 vrste bile pri nas v uporabi. Nazadnje seveda tiste najbolj znane, ki jim rečejo koncertne ali pa akordične. Predtem so bile moderne tudi nekaj časa violinske, kjer so melodijo z lokom igrali. Vmes pred Prvo svetovno vojno so bile zelo popularne tako imenovane kitarske citre oziroma rekli so jim tudi salonske harfe. To so bile take, veste, ko so jih tako pokonci postavili na mizo in zraven so prodajali listke, kjer so bile pikice narisane, in če si po vrsti igral, je bilo slišati tudi, če nisi imel pojma o muziki. Ampak najstarejše so bile pa te, ki se jim reče bordunske citre, po domače so jim rekli švrkovnice, ker se melodija po njih švrka. In včasih je veljalo, da so jih igrali samo v vzhodni Sloveniji, pa ni res, ker so jih našli povsod, da ne govorimo, da povsod drugje po svetu, sploh po Evropi, so jih dejansko igrali vse povsod. Prve, za katere jaz vem, da so jih našli, so našli v prostoru, kjer je danes Ukrajina. In to že v 9. 10. stoletju, in rekli so jim gusli. Ker veste, včasih je bil gusli praktično skoraj vsak inštrument, ker se je na njega godlo. To prihaja iz tega. Zdaj igral bom pa eno kosmatačo. En ples, ki ga seveda tudi tu poznate. Ja. Malo bo treba še popraviti. Ja, še ena značilnost ljudskih glasbil, občutljivo so na vreme in vse te spremembe, seveda, to je spet povezano z naravnimi materiali. Skratka, kosmatača. Se je že razglasilo. Hvala lepa. Ja, ampak kot rečeno, glasbil je ogromno in da ne bo preveč vsega, bom kar počasi tukaj za danes, za nocoj sklenil. Ampak zaigral bom pa na glasbilo, ki je pravzaprav najbolj znano in najbolj pogosto v zadnjem času, samo zato, da vidite, kako se od godca do godca, od časa do časa spremeni. Ker še ena od stvari, zakaj me ta ljudska glasba toliko zanima. Veste, kot rečeno, zgodovina je v njej zajeta. Ljudska glasba ne pozna pravil. Tukaj je bilo dejansko v vsakem času, v vsakem prostoru drugače in ne mogoče reči, to je bilo pa tako ali tako. Ne, treba je točno povedati, kdaj in kje, če vemo. Večinoma ne vemo. In to je to. V bistvu je to zbirka modnih muh iz preteklosti, kot so se skozi čas spreminjale, pozabljale in ohranjale. In tako je z ljudsko glasbo še danes, samo danes se dogaja in spreminja bistveno drugače kot včasih. In zato jaz ne maram, da mene predstavijo v bistvu kot ljudskega godca, ker nisem in ne vem, kaj danes to sploh pomeni, čeprav se danes marsikdo razglaša za ljudskega godca, tudi taki, ko igrajo v bistvu samo še jazz ali pa rock na ljudske teme. Ne. Skratka, za konec bom zaigral čudo, ki je nastalo približno takrat, ko orglice, se pravi po znanih podatkih, si je to izmislil en Bushman. Bushman se je pisal namreč, da ne bi mislili, da so to pogruntali v Afriki. En fant, 16-letni je bil, ki je bil vajenec pri očetu, ki je delal piščali za harmonije. In ker se mu ni dalo več pihati vsako piščal posebej, je najprej dal v deščico s odprtinami, pozneje pa dodal še meh. Inštrument je imenoval najprej eolina, to je bilo leta 1821 ali 22. Potem so pa že avtorji oziroma mojstri za avtorske pravice začeli delati vsak mal drugačno glasbilo, vsak ga je drugače imenoval, zato imamo danes končertine, eoline, bandoneone, flutine, harmonike, akordeone, gre samo za različne imena za podobna glasbila. In včasih so harmonike imele malo gumbov, niso imele pa suza čez rame, igrali so jo na kolenu in rekli so, da godec vižo z mehom lovi. In to bom zdaj pokazal, kako se je to igralo. En Ceprle z Gorenjske, staro polko, zdaj pa tukaj drži mikrofon.
Hvala lepa. Hvala lepa. Najlepša hvala. En aplavz za gospoda Tomaža, ki je res pokazal, da je eden multiinstrumentalist, ko prime na to špila. Tak je, se čisto strinjam s tebo. Naši ljubi muzikanti do nadaljevali v osnovnem sestavi. Ambrož na frajtonarce, Urška na violine, David na klarinete in Mato na kontrabase oziroma na baritone. Zašpilali do nam Sneh in marš in Coklarsko.
Pepika moja, za tebe sem v 7 letih, ko sem služil, si konjička sem prislužil. Moj konjiček pelje me, moj osliček nosi me. Koza bleja mekeke, ovčka pravi strizi me. Moja goska vodo ploska, moja tačka blato tačka in moja koklja špiklja špoklja, piščeta vali. Paj, Franček, to ga pa sem zdaj čula, mož pa ali veki grund. Če vzamem tebe, te nama ne da nič falilo. Pa nojni deci glih tak ni. Pa tudi jaz že celi cajt razlogam, Pepika. Kdo sem videl, kak se znaš obrniti v kuhje, kdo sem čuja tvoj nežni glosek, kak si lepo popevala, sem si rekel, tebe ali pa nobene. Franček, moj si fantič moj, ki je prijezdil koniča belega. Zasučva se, takak, kakdo se zasukali plesalci folklorne skupine Lehčeček ob spremljavi razširjenega sestava glasbenikov, naj še na zodnič gnes zacumprajo. Moj fantič je prijezdil koniča belega.
špoklja, špoklja, pleše tavo, Pedrinček za njo bo. Če bi bila ti, ko bila jaz pa kon, te bi midva v mlin vozila mali voz. Tra la 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 laj, laj, laj. Tra la 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 laj, laj, laj. Lahko noč, lahko noč. Bog nam svojo daj pomoč. Zdaj smo delo dokončali, da bi tudi sladko spali. Vsa vročina zdaj je proč, lahko noč. Spravmo se, roke si podajmo še. Naj sovraštvo vsako mine, vsaka jeza srca zgine. Prej, ko sonce zašlo bo za goro. Gnes smo opet dokazali, kamo pesem, posebej ljudska, svojo moč. Sprovla skup ljudi, nas povezuje, v nos bidi dobro volo, ljubezen. Tudi nama s Pepiku je zbidila. Naj jo bidi tudi vas vseh. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste nos in naše delo podprli s svojim obiskom, ki ste nam namenili tudi kakšen prostovoljni prispevek. Če pa ste škotle še ni našli, pa jo poiščite zdaj, kdo te šli. Hvala lepa, ka ste se pustili zacumprati našim muzikantom, ki so tako pridno vadili, špilali in nam to tudi pokazali, ka smo se tudi mi, vsi žimi skupaj, lahko veselili. Za konec pa bomo vrezali še eno domočo. Tisto, kjer znamo vsi. Zato vabiva vse muzikante na oder, vse pevce in plesalce in tudi vas, drogo občinstvo, ka se nam pridružite, pa z nami zapopevljate. Naj nam gnes derecanja smali bija zaželi, lahko noč.